Nadaljujemo s kratkim svetopisemskim tečajem, kako pravilno razlagati svetopismo. Poglejmo si na kratko, kaj smo že obdelali. Na kratko, začeli smo z uvodom, smo predstavili malo, kaj je svetopismo. Smo rekli, da je to Božja beseda in da je najprej Božja beseda Jezus sam, in smo povedali, da ima svetopismo dve naravi, božansko in človeško, tako kot Jezus. Rekli smo, da je navdihnjeno in navdihujoče obenem. Potem smo zelo jasno postavili, da svetopismo spada v učenčevstvo, da je to taka pedagoška knjiga, ki pomaga pri delanju učencev, pri tem, da rastemo kot učenci. In da druge rabe svetega pisma niso prave rabe. Pozorili smo na nevarnost, da se svetopismo narobe razlaga, ker je to tudi kompleksna knjiga oziroma pravzaprav zbirka knjig, knjižnica. Rekli smo pa, da je hkrati tudi svetopismo velik zaklad. No, in potem smo pa govorili o etiki branja svetega pisma v naslednjem prispevku. Izpostavili smo ljubezen kot tisto temeljno načelo tudi razlaganja, načina, kako se bližamo sploh enemu tekstu, ki je nastal zelo daleč od nas in geografsko in zgodovinsko, zapravo v drugem času, v drugem prostoru, v drugi kulturi. Priporočili smo tisto ponižno držo, ki je učljiva in ki je sposobna biti samokritična, ki se je sposobna tudi zavedati svojih lastnih omejitev. No, potem smo pa smo dve konkretni etični načeli še izpostavili. Eno je, da ne udomačujemo težkih mest, ampak da se odpovemo sami sebi in naši tendenci, da bi ublažili težka mesta, ampak da jih probamo sprejeti z težo, z radikalnostjo, zato ker je v njih potencial, da nas spreminjajo. In drugo tudi, da ne smemo sistematizirati svetega pisma. Sploh tam, kjer se zdi na videz ali zares, da govorijo na različne načine o istih stvareh. No, in tukaj bi mogoče danes še dodal prav nekaj, ker mogoče zadnjič nismo prav dosti poudarili. Namreč obstaja pri tem, ko vidimo razna nasprotja v svetem pismu, obstaja tudi še ena skušnjava, ki se je moramo izogniti, in to je to, da bi ta nasprotja nekako enostavno samo zavedla neko povprečje. Ker recimo, kot beremo na enih mestih, da nas ima Bog silno rad, da je silno dober, na drugih mestih beremo, da je Bog zelo strog. Lahko nekateri naredijo pol neko povprečje, pa si mislijo, Bog me ima en malo rad. No, ampak to ni res in tako se seveda ne dela. Tukaj kot učenci se moramo znati izpostaviti obojim besedilom in te Božje res silno, silno bogati ljubezni in tudi Božji očetovski strogosti, ki mora biti to, če je Bog res Bog, če ni to neka utvara, nek naš lasten malik. No, danes bomo šli na tretji del tega tečaja in tukaj bom pa predstavil makrovidike oziroma orodja pri razlaganju svetega pisma. Zakaj gre? Tukaj imenujem jih vidiki, zato ker to so načini gledanja na sveto pismo, ampak to so že hkrati tudi zelo uporabni načini, zelo uporabna, zato jih imenujem tudi orodja, ki nam bojo zelo, zelo konkretno pomagala pri razlagi tudi posameznih mest, posameznih vrstic. In dejansko s temi makroorodji, makrovidiki se bomo izognili velikemu številu zablod ali pa pasti pri razlagi svetega pisma. Tako da bomo kar štartali na prvi vidik oziroma prvo orodje, ki ga mnogi omenjajo, in to je sveto pismo kot velika zgodba oziroma sveto pismo kot drama v 6 dejanjih. Če me nekdo sreča, s katerim se ne pozna, pa me on vpraša, kdo sem jaz, če se mu jaz hočem predstaviti, bom jaz povedal njemu o tem, kdaj sem se rodil, kaj sem delal, iz kakšne družine prihajam, kaj se mi je zgodilo. V glavnem, povedal bom zgodbo. In tukaj vidimo nekaj, če res hočemo identiteto kogarkoli spoznati, potrebujemo poznati njegovo zgodbo. Se pravi, zgodba je nekaj, kar dela identiteto. Zdaj pa, zanimivo je pa, da je Bog pravzaprav sklenil narediti točno isto. In sveto pismo je pravzaprav ena velika, zelo obširna in tudi kompleksna zgodba o Bogu. To je Božja zgodba. Ali pa zgodba o Bogu v svetu, ki ga je ustvaril. O tem, kako ga je ustvaril, kako je deloval. Kako je deloval v preteklosti, kako deluje zdaj, kako bo deloval v prihodnosti.
Se pravi, to je pa zdaj božja zgodba. S tem seveda, jasno, tukaj lahko spoznavamo, kdo je Bog, božjo identiteto, ampak je tle seveda še nekaj več. Sveto pismo je takšna zgodba, ki nas vabi, da sami vstopimo vanjo, se pravi, da sami postanemo del te božje zgodbe. Tukaj pa seveda Sveto pismo kompletno enkratno, unikatno v tem, da vstopamo v eno veliko, veliko zgodbo, ki poteka dejansko že tisočletja in ki bo še nekaj časa potekala, ne vemo, koliko dolg, ampak dejansko mi vstopamo v eno veliko zgodbo, kjer je množica različnih karakterjev. No, ampak zdaj v tej zgodbi se pa da povedati še eno stvar več. To razni razlagalci omenjajo in priporočajo. In to je pa to, da vidimo Sveto pismo pravzaprav kot dramo. Kot dramo v 6 dejanjih. Zakaj dramo? Ja, zato, ker drama ima nek lok, ima nek začetek, ima nek zaplet, ima vrhunec in potem ima razplet. In zelo, zelo pomaga, če Sveto pismo tudi tako dojamemo, kot neko dramo, ki ima različna dejanja in za vsako dejanje so recimo majčkeno drugačna pravila igre, lahko temu rečemo, ampak hkrati pa to ena zgodba. To ni 6 različnih zgodb, to je ena zgodba, ki si nekako organsko sledi. No, in kaj bi bilo teh 6 dejanj glavnih? Prvo dejanje je stvarjenje sveta. To sta samo prvi 2 poglavji prve Mojzesove knjige, ampak to je seveda zelo ključno dejanje, zato ker potem na tej osnovi stoji vse ostalo. Potem drugo dejanje je pravzaprav tudi kratko, kar se tiče teksta, to je padec, tukaj je seveda 3. poglavje Geneze, pa smiselno ga je raztegniti tam nekje do 11. poglavja Geneze, ker greh tam napreduje, gre naprej in z najprej Noetovim potopom, pa še naprej z babilonskim stolpom, ta greh kar se množi in vse skupaj izgleda slabo. Kljub potop tudi ne reši zadeve, zgodba gre dol. No, ampak potem se pa v 12. poglavju Geneze se pa začne 3. dejanje in to je pa bilo začetek odrešenja z Abrahamom. In potem se to dejanje se pravzaprav nadaljuje naprej do Mojzesa in prek Mojzesa naprej do Jozueta, do sodnikov, pa potem do Izraelovega kraljestva in do prerokov in potem tudi še naprej do padca kraljestva, enega in drugega, izgnanstva v Babilon, vrnitve iz Babilona. In tukaj se Izraelova zgodba konča, saj hebrejsko svetopismo se konča tam nekje v 400 let pred Kristusom. Obstajajo neki vmesni spisi, ki jih je pa cerkev večinoma razumela kot sekundarne, in potem pride pa 4. dejanje, ki je pa vrhunec, ki je pa odrešitev uresničena, in to je pa prihod Jezusa, ki je Mesija, ki je ta, ki izpolni starozavezna proroštva, ki s svojo smrtjo in vstajenjem uresniči odrešenje, osvoboditev od greha, ki dejansko obrne logiko, obrne uničenje, ki se je začelo s padcem. No, in potem prije 5. dejanje, je pa naš čas, je pa cerkev in misijon do skrajnih mej sveta. In potem je 6. dejanje kot dopolnitev, nova nebesa in nova zemlja. Se pravi, 4. dejanje, Jezus, to bi bili 4 evangeliji, 5. dejanje, apostolska dela, pa do razodetja 21. poglavja, recimo, ali 20. In potem pa zadnja poglavja razodetja pa govorijo o prenovitvi vsega stvarstva, nova nebesa, nova zemlja, vse preustvarjeno. Se pravi, še enkrat 6 dejanj, stvarjenje, padec, Izrael, Kristus, cerkev, končna dopolnitev 6. In skratka, to je drama, seveda drama je dobra prispodoba, ker je tukaj veliko enih napetosti in tudi zaplet je dejansko zaplet na začetku, vrhunec in potem razplet. In nekateri seveda ta dejanja potem pa še na posamezne prizore razdelijo, ker predvsem se vidimo tole 3. dejanje, gre od Abrahama do Izraela, se pravi od recimo 12. poglavja prve Mojzesove knjige pa do konca Malahija, se ga da razdeliti še na recimo vmesne prizore, ki imajo spet, vsak prizor ima majčkeno drugačno logiko, drugačna pravila igre, ki jih je dobro, se jih je dobro zavedati, če hočemo dobro brati potem te odlomke. Recimo, dogajanje v Genezi, se pravi, Geneza 12 do 50, tam še ni postave,
tam so druga pravila igre. Potem je sama postava, Mojzesove knjige, Mojzes je tam, Bog daje postavo, zakone, je spet mal drug prizor. Potem je Jozue osvajanje obljubljene dežele, potem so kralji, potem je pa ta propad v Babilonu in vrnitev, ki je pa dosti bedna, in potem ampak hkrati s tem pa preroško upanje, napoved Mesija, napoved obnovitve, napoved rešitve. Se pravi, da se te posamezna dejanja se da razdeliti še na manjše prizore. Ampak dovolj nam bo zaenkrat, da imamo pred sabo to sliko te velike drame v 6 glavnih dejanjih. In to dejstvo, da mi smo pa dejansko pozvani, da vstopimo v to božjo dramo, da mi sami dejansko zavzamemo svojo vlogo v tej drami odrešenja, tako kot se imenuje tudi ena knjigica, ki smo jo izdali na Svetopisemski družbi, in bom tudi dal povezavo na to knjigico, ki vam jo priporočam, Zavzemi svoje mesto v drami odrešenja ob pogledu na celoto Svetega pisma. Mi smo poklicani, da zavzamemo svojo vlogo, in ne samo, da jo zavzamemo, da jo znamo zvesto odigrati. In tukaj je en zelo tak, ena predstava in koncept, ki lahko zelo pomaga, in temu se reče zvesta improvizacija. Namreč, ker besedilo našega dejanja ni napisano do konca. Začetek našega dejanja imamo, apostolska dela, Pavlova pisma, se pravi, imamo začetek cerkve, vemo tudi konc, 6. dejanje, vemo, kakšno bo, ampak ta drugi del 5. dejanja je pa odprt, tako kot se recimo apostolska dela odprto končajo, ni nekega pravega zaključka. Tukaj smo pa zdaj mi, ti in jaz, in sva pozvana, da zavzameva svoje mesto tukaj v tej zgodbi, in da seveda, ker ni bom rekel, skripta, mi dva ne morava delati na pamet, morava stvar improvizirati, ampak to mora biti zvesta improvizacija, zvesta temu, kar je bilo že prej. Se pravi, to, kar mi dva delava, mora biti zvesto tem dogodkom prej, celemu loku, velikemu loku božjega dela, potem pa še tudi bolj konkretno pravilom igre v našem dejanju, ki pa so fiksno podana v Svetem pismu. Prav, ta koncept zveste improvizacije se mi zdi izredno pomemben, ker hkrati vidimo, da nam daje svobodo, pa hkrati smo pa vezani tudi na stvari, ki so dane. To je spet eno tako, se mi zdi, zelo konstruktivno nasprotje, napetost, ki nam daje, da lahko dobro živimo kot Jezusovi učenci in rastemo. Se pravi, mislim, zakaj je ta prispodoba dobra? Kot že večkrat sem omenil, recimo, različna pravila igre. In tukaj, da bom večkrat bolj jasno, o čem govorim, bom par konkretnih primerov navedel. Recimo v Stari zavezi vemo, da je bilo dovoljeno mnogoženstvo, imeti več žena, na primer. Tudi ločitev je bila tudi dovoljena. To je, se pravi, v tretjem dejanju so bila ta pravila drugačna, kot so zdaj v 5. dejanju, kjer smo. Recimo v 4. dejanju Kristus, Jezus, še zmeraj govori o oltarjih in o desetinah. Tega zdaj nimamo tako, ampak Jezus je pa govoril seveda še kot Jud. 4. dejanje se dogaja znotraj judovstva, znotraj tega okolja, ki ga je postavila Stara zaveza, o čemer bomo še govorili. Ali pa še en primer, preroštvo. V Stari zavezi so bila zelo natančna pravila glede prerokov. Prerokov je bilo malo. Če je prerok nekaj rekel, pa se ni zgodil, so ga posuli s kamni, je mogel umreti. To je bilo pač pravilo v Stari zavezi. V Novi zavezi je tudi precej govora o preroštvu, ampak so pravila igre drugačna. Prvič je preroštvo pravzaprav kot dar Svetega Duha obljubljeno vsem. Ko beremo 2. poglavje apostolskih del, obljuba Svetega Duha iz Joela, tam piše, mladi in stari bodo prerokovali. To je temeljna manifestacija Svetega Duha, je preroštvo v neki obliki. In tukaj je pa drugače, tukaj pa prav, da ko v skupnosti nekdo govori s preroškim navdihom, naj ostali presojajo. Se pravi, tukaj v glavnem, hočem samo to pokazati, pravila igre niso vedno enaka. Se pravi, tudi ne moramo enih stvari avtomatsko iz enega drugega dejanja kar avtomatsko aplicirati na naš čas, na moj čas, na mojo situacijo.
ne gre. Se pravi, tukaj to je dobro se zavedati, v katerem dejanju smo in kam se premika, ko recimo beremo nek tekst v Stari zavezi, kam se premikamo. No, in kar pa že izhaja iz tega, ampak bi rad pa zdaj posebej izpostavil, kot rečeno, ne, Jezus, Mesija, je središče te drame in kot tak je on tudi središče vsega Svetega pisma. In zdaj bi pa rad prav Jezusa postavil kot razlagalno načelo, če smem, ker to se sliši skoraj malo bogokletno, ker on ni načelo. Pa vendar, on je središče Svetega pisma in samo in zgolj skozi njega moramo gledati in razumevati vse, kar je v Svetem pismu. Ne bom nič pretiraval, če bom rekel, Sveto pismo je bilo napisano samo zaradi njega. Samo in čisto zgolj zaradi njega osebno. In seveda, če damo njega ven iz Svetega pisma, je Sveto pismo brezvezna knjiga. Ga lahko vržemo stran. Nima čisto popolnoma nobene vrednosti. Ne, rekli smo že na začetku, da je Jezus živa Božja beseda, tukaj je Božja beseda oboje z veliko začetnico, ker je on sam oseba. Ne? In kot tak seveda je on pred zapisano Božjo besedo, pred Svetim pismom, pred temi spisi, ki jih imamo. Ne? In dejansko tudi vsebinsko, če gledamo Sveto pismo, vse Sveto pismo se steka k Jezusu, ne? Konvergira k njemu. Ne? Stara zaveza ga napoveduje. Stara zaveza mu pripravlja pot, pripravlja temelje, pripravlja cel okvir, ne, kjer bo on lahko nastopil. Lahko dejansko smemo in moramo gledati staro zavezo pravzaprav kot eno dolgo pripravljanje, ki ga je Bog naredil. Bog je en cel narod ustvaril iz nič, iz Abrahama pa Sare je ustvaril en cel narod in ga vzgajal toliko 1500 ali 1900 let, da bi lahko pripeljal na tisti točki potem svojega sina v ta narod, da bo stvar prav delovala. In to je pač, to je smisel stare zaveze. Stara zaveza ga napoveduje, nova zaveza pa seveda v njem pričuje evangelije neposredno, pisma pa posredno v smislu delovanja, dinamike skupnosti, ki so nastale zaradi Jezusa, zaradi njegovega ustajenja od mrtvih, pa prej seveda učenja, pa križa, pa vsega, kar on je. No in tle je dobro, da se spomnimo, da je Jezus sam to tako postavil. To zdaj ni nekaj, kar smo si mi izmislili. Jezus, ko se prereka z Judi v Janezovem evangeliju, jim reče takole stvar, 5. poglavje, 39. vrstica: Preiskujete pisma, ker mislite, da imate v njih večno življenje, a prav ta pričujejo o meni. In seveda, ko Jezus govori o pismih, tukaj govori o stari zavezi, nove zaveze takrat ni bilo. In Jezus tukaj se pravi zatrdi, stara zaveza pričuje o meni. Ne? In tukaj on lepo pove tudi namen in smer branja stare zaveze, ki je edina legitimna v njegovi perspektivi in seveda tudi v naši, če želimo biti njegovi učenci. Da beremo staro zavezo kot preroško pričevanje, vnaprejšnje pričevanje o njem. V Razodetju najdemo tudi tole vrstico, ki se sliši mogoče malo težavno, ampak tako piše. Jezusovo pričevanje je namreč duh preroštva. Razodetje 19:10. To Jezusovo pričevanje se da razumeti kot pričevanje o Jezusu, oziroma drugače, da duh preroštva, se pravi tudi duh, ta preroški duh, preroška inspiracija, ki je tudi navdihnila tudi Sveto pismo, je v tem, da pričuje o Jezusu. Se pravi, ne, ta vrstica ne govori sicer o Svetem pismu, govori o prerokih, ampak govori pa zelo nasplošno. Ne. Duh preroštva je v Jezusovem pričevanju, v pričevanju za Jezusa. To je pravo preroštvo, vsako pravo preroštvo, tudi današnje in tudi nekoč. Ne. Se pravi, smisel in cilj je pričevanje o Jezusu. Se pravi, Jezus mora biti tisto središče, iz katerega ven razlagamo vse Sveto pismo. In to čisto praktično, ko beremo nek odlomek, pa imamo težave z njim, se zmeri lahko sprašujemo, okay, kako se to sklada z Jezusovo osebo, z Jezusom samim. In če se bomo tako sprašvali, bomo tudi v stari zavezi hitro začeli dobivati razne prebliske, ki jih sicer ne bi dobili.
ne, bomo začeli videti Jezusa marsikje, kjer ga tako na površini ni. A ne. In pa seveda tudi, kako se to sklada z njegovim naukom. Ne. No, in tukaj seveda o tem bomo še govorili, nekatere stvari v Stari zavezi so postavljene drugače. Ne? In tukaj vidimo, kako pomembno se je zavedati, da pravila igre nekatera pravila igre so se zamenjala. O tem bomo še govorili. Ampak zaenkrat govorim samo o tem, kako naj se bližamo Svetem pismu. Se pravi, da vedno se sprašujemo, kako se to sklada z Jezusom, ali pa še več, jaz včasih rečem, Jezus, ko si ti bral tale odlomek, kaj si ti tlele razumel? Ker Jezus je bral Staro zavezo, to vemo. In jaz ga včasih direkt vprašam, ker se želim postaviti v njegovo kožo, ko je on to bral o samem sebi, kako je on to videl, in to zelo pomaga, ta pogled. Ne? Ker to je o Jezusu vse. Čeprav se sploh ne zdi, ampak to je o njem. No, če si pogledamo primer, ne, seveda najbolj se mi zdi tak izrazit primer je vprašanje nasilja v Stari zavezi in v Novi zavezi, oziroma pri Jezusu. Ne. Jezus sam, recimo v govoru na gori, ne, reče, slišali ste, da je bilo rečeno starim, ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika, jaz pa vam pravim, ljubi svoje sovražnike. Zanimivo je, da tistega dela, ki pravi sovraži svojega sovražnika, dobesedno ni nikjer v Stari zavezi, je pa po smislu ga pa najdemo marsikje, ker je zapovedano, da je treba tudi sovražnike ubiti in tako naprej. In Jezus pa tle reče, jaz pa vam pravim, ljubi sovražnike. Se pravi, Jezus je tukaj spremenil pravila igre do neke mere. Res pa je, če bomo šli natančno brati Staro zavezo, bomo našli tudi kakšna mesta, ki pa že v Stari zavezi nekoliko hvalijo ali pa znajo pohvaliti to, da je nekdo ljubeč pa usmiljen celo do svojih nasprotnikov. Ne. Jonova knjiga, recimo, je tipičen primer tega, kjer pa že Stara zaveza kaže prav bolj v to Jezusovo smer razumevanja nasilja. No in se pravi, Jezus je postavil sovražnike drugače in zdaj seveda, če pazljivo beremo, kako naj bi pol brali Staro zavezo, ko govori o sovražnikih, kako naj bi molili psalme, ki molijo proti sovražnikom, da jih Bog kaznuje, da jih ubije, da jih uniči. Tukaj seveda pomaga to, da vidimo, da je Jezus stvari drugače postavil in je tudi postavil sovražnike drugače. Naši sovražniki so zdaj duhovi, naš boj se ne bije proti krvi in mesu, je potem rekel Pavel, ampak proti zlobnim duhovom. Se pravi, ko vidimo boj proti sovražnikom v Stari zavezi, zdaj kot Jezusovi učenci, bomo gledali, kaj to pomeni za boj proti duhovnim silam. In potem te psalmi ratajo čudovita molitev, čudovita posredniška molitev, tudi čudovito orodje za duhovno bojevanje. Ne, ko vidimo, da so te sovražniki niso ljudje, proti katerim molimo, ampak so duhovne sile, ki napadajo nas, napadajo naše bližnje, napadajo vso cerkev, napadajo svet. Tako. No, še en primer, da ga iz Nove zaveze vzamemo. Recimo v pastoralnih pismih, to so pisma Timoteju, pismo Titu, recimo, če jih beremo, ton teh pisem zna zveneti zelo ostro. Ne. Tudi kakšni drugi odlomki v Novi zavezi znajo biti zelo ostri, taki strogi so. Ne. Ampak seveda moramo to tudi brati v luči odnosa z Jezusom. Ne. V luči odrešenja, ki ga je prinesel, tega bogatega odrešenja, bogate milosti. Ne. In tudi v luči dvojne zapovedi ljubezni. In če se bomo na to dosledno spomnili, bomo tudi v teh težkih odlomkih ali pa v teh pismih bomo zelo jasno zagledali mesta, kjer je to tudi tam jasno povedano. Pač okoliščine so take in o tem, to bomo pa govorili v naslednjem prispevku, kako take stvari preučevati. Okoliščine so bile take, da je moglo biti tako napisan, ampak hočem reči, nikoli ne smemo izpred oči te prve realnosti Jezusa zgubiti. O tem, to hočem predstaviti tukaj najprej. No, ampak zdaj, ko smo že seveda ravno začeli, bomo iti pa še na naslednji vidik. Se pravi, prvi vidik je ta drama, drugi vidik je Jezus kot središče, tretji vidik, tretje orodje za gledanje Svetega pisma je pa zdaj, gremo čisto direktno na to, Stara zaveza proti Novi zavezi. Razlike so in jih lahko lepo, prav s to prispodobo drame, jih lahko dobro pojasnimo, zato ker gre za različna pravila igre. Stara zaveza je bila narejena zato, da se postavi Izrael kot nek okvir, kjer bo nastopil Mesija,
ki bo pa za vse narode. Stara zaveza je dana samo za en narod, za Jude. Ne? Mesija, Jezus je pa prišel in je odprl delovanje Božjega odrešenja vsem narodom. Že zato je jasno, da se morajo določena pravila spremeniti. No, ampak zdaj, kako beremo Staro zavezo? Na koncu Lukovega evangelija v 24. poglavju beremo, da je to čisto zadnje vrstice tega poglavja, Jezus vstane od mrtvih, sreča se z učenci in jim potem piše, da jim je odprl da so doumeli pisma, se pravi Staro zavezo. Za pravilno branje Stare zaveze rabimo, da nam Jezus tudi nam odpre da začnemo, tako kot sem prej rekel, začnemo brati iz njegove perspektive. Ne? Da je to pričevanje o Mesiju, o Kristusu, da pričuje o njem in da vodi k njemu. Ne? Stara zaveza, nekdo je rekel, je tak čudovit kip, ki pa nima glave. Torzo je sam tle, glave pa ni. Stara zaveza se konča v praznini, da tako rečem, tisti drugi tempelj Ezrov, tisti je bogi, to ni nič podobnega tistemu slavnemu, nič ni, ne. Stara zaveza se konča kar tako, ne, kar nič več ni, ne. Ampak z Jezusom pa seveda to dobi svoj ta prav namen. No in opozoril bi tudi na to, kako Pavel pa tudi pismo Hebrejcem, kako pišejo o Stari zavezi, da Stara zaveza je senca, telo pa je Kristusovo, tako prav. To so zelo močne besede. Ne? Stara zaveza je senca, telo pa je Kristusovo. Se pravi, ne? Ko na telo posvetiš svetlobo, ima to telo meče neko senco in to senco najdemo v Stari zavezi, ampak resničnost, telo samo, ga pa tam ne najdemo. Bo pa seveda, ne, zdaj, ko imamo tudi telo, bo pa tudi senca ratala razvidna nazaj. Ne? Ampak to nekaj pomeni in tukaj spet to je izredno pomembno. Tukaj takoj sam s tem, kar bom zdaj povedal, rešimo ogromno težav pri razlagi Svetega pisma. Stare zaveze ne moramo uporabljati neposredno. Ne moramo je. Zato, ker mora biti vmes Jezus. Ja? On je tisti, ki jo odklepa. Ne? Prav, ne moramo jo kar aplicirati neposredno, avtomatsko, samostojno, ne? Ampak prek Kristusa. Sej dejansko je res, da tudi za marsikaj v Novi zavezi moramo reči podobno, ampak pri Stari zavezi pa to še toliko bolj velja. Staro zavezo beremo skozi Kristusa. Ne? Prvi kristjani so Kristusa upodabljali kot tak ključ, ki je v križu, to je Kristogram, kot da je ključ, ki odpira tudi Staro zavezo, je Kristus. On jo šele odklepa. Ne? No, in se pravi, to moramo najprej vedeti. Ne? Stara zaveza nam je dana v odnosu do Kristusa. Ker dejansko iz Stare zaveze brez Kristusa se pa da izpeljati marsikaj drugega. Ampak dejansko, ne, tle moramo paziti, tudi tisti, ki so ubili Kristusa, so to naredili, pri tem so se sklicevali točno na postavo. V imenu postave so ga pribili na les, kot tistega, ki je preklinil Božje ime. Tukaj vidimo, da ni hec. Ne, da moramo tole, kar sem zdaj rekel, moramo vzeti krvavo resno, če nočemo zgrešiti Stare zaveze. Ne. Jezus je pred Staro zavezo in nad Staro zavezo. Se pravi, moramo se učiti brati res iz njegove perspektive. Potem je pa tle par praktičnih stvari, ki bi jih rad omenil. In ena, ki zelo pomaga, je tale. Ko novozavezni pisci citirajo Staro zavezo, Jezus sam, pa apostoli potem v pismih in tako. Ko navajajo Staro zavezo, moramo vedeti nekaj, kar je pa bistveno za tisto kulturo. Judje so poznali Staro zavezo, več ali manj so jo imeli v glavi. In ko je nekdo citiral par besed od nekje, ni mislil ljudi spomniti samo na teh par besed, ampak jih je mislil spomniti na ves odlomek, iz katerih je teh nekaj besed vzetih. In če to gledamo, to moramo upoštevati pri branju Nove zaveze. Če hočemo recimo prav dojeti, kako so prvi bralci dojemali, slišali nekaj, moramo iti pogledati ta citat v Staro zavezo in prebrati recimo celo poglavje.
iz katerega je ta citat vzeti. In dostakrat, probite, to vas izzivam, poskusite to dostakrat, pol vidiš prav iz celega poglavja še odmeve na stvari, ki se dogajajo tam recimo v tistem dogodku v evangeliju, ko Jezus ima nekaj in nekaj citira. V celem poglavju vidiš stvari, ki se nanašajo. Sploh pri kakšnem preroku Izaiju je tipično, recimo, da jim Pavel nekdo citira sam par besed, ampak dejansko pa moraš prebrati celo poglavje in pol šele vidiš, kaj se res dogaja v novozaveznem tekstu. Tukaj zdaj govorimo o odnosu med novo in staro zavezo. Skratka, preberi celo poglavje, iz katerega je citat. Ja, no, skratka, pač staro zavezo beremo s ključem nove zaveze. Pravzaprav bi lahko celo tako rekli, da za pisce v novi zavezi je bila stara zaveza svetopismo. To, kar so imeli oni z Jezusom pa z evangelijem, je bil pa ključ, ki to odklepa. V nekem smislu je nova zaveza cela ključ, ki odklepa staro zavezo. Se pravi, še enkrat, ne poskušamo razumeti stare zaveze same po sebi. To nas ne zanima, ker se je Jezus razodel tako, kot se je. Seveda ne, po drugi strani, ampak pa to je pa stara zaveza še zmeri tudi s tem ključem, je pa še zmeri tudi avtoritativna. Tisto, kar smo brali v drugem pismu Timoteju, vse pismo je navdihnjeno in koristno za poučevanje, da bi bil božji človek popoln in usposobljen za vsako dobro delo. Govori o stari zavezi. Prav, stara zaveza s tem ključem pa ima moč in je avtoritativna še zmeri. Nekaj primerov tega razmerja, pa celo nasprotij med novo pa staro zavezo smo že omenili, mnogoženstvo, nasilje in tako naprej. Bolj recimo še važni so obredni predpisi. V stari zavezi imamo ogromno obrednih predpisov in predpisov, ki se tičejo templja. Tega v novi zavezi ni, zato ker je tempelj Jezus sam in tempelj je skupnost, tam, ko ste 2 ali pa 3 zbrani v Jezusovem imenu. In tisto je slika, esenca. Realnost je pa to, kar mi izkušamo. Prav tako prazniki v Izraelu, vključno s soboto. Vidimo, da glih tam Pavel pravi, to je esenca, realnost je pa nekaj drugega. Pa potem pravila čisto, nečisto, prav tako. To je pač del nekega sistema, ki je bil postavljen kot predslika, ki pa v Jezusu v veliki meri dejansko ukinjen. Prav Jezus sam je glede nečiste hrane rekel, da človeka ne omadežuje to, kar človek je, kar daje ustam, to, kar prihaja ven iz ust. S tem je šel v bistvu direktno proti določenim tekstom v stari zavezi. Proti oziroma tle vidimo, da jih je že preinterpretiral on sam. In pokazal, tukaj zdaj prava čistost, pa nečistost se dogaja nekaj drugega, čistost srca, zato sem jaz prišel, to je Jezusov namen, da nas očisti od znotraj in usposobi za vsako dobro delo. To je tudi namen Svetega pisma. Še en primer, kjer ne smemo avtomatsko brati stare zaveze, in ta pa je kar kritičen in žalosten, je Izraelovo kraljestvo. Namreč, v zgodovini, kadarkoli se je kakšnemu kristjanu uspel tako ali drugače zavihteti na oblast, je potem šel v staro zavezo in je elemente tega monarhije v Izraelu, ki je bila do neke mere postavljena od Boga, čeprav tudi tam so bili problemi, ampak recimo, da je bil to božji inštitut, so pač krščanski vladarji to bolj ali manj avtomatsko prekopirali zase. In pa smo dobili ta čuden konglomerat krščanskega sveta, Christendom, kot se reče, kristjaniteta, nekateri prevajajo, ki je pač, ima krščanske elemente, samo v resnici ni krščanski sinkretizem, ni božje kraljestvo. In to je tipičen primer, recimo, kako se je staro zavezo avtomatsko prenašali in aplicirali na nekaj, kar ne bi kristjani delali. Krščanski odnos do oblasti je v novi zavezi popolnoma drugačen. Tukaj to je dejansko razprava za kdaj drugič, ampak opozarjam recimo to kot primer, kaj se zgodi, ko staro zavezo beremo avtomatsko, namesto da bi jo brali skozi optiko nove zaveze, skozi optiko razodetja. Podobno, recimo pri nečisti hrani ne bi smeli jesti krvavic in tako naprej. Do takih absurdov prideš. Če ne razumeš tega, da se je v novi zavezi nekaj ključno spremenilo. Dobro, še en vidik oziroma še eno orodje bi na kratko omenil, ki nam tudi pomaga pri razumevanju, tukaj pa predvsem nove zaveze. In
temu vidiku oziroma temu orodju pravim napetost med že in še ne. Namreč to peto dejanje drame se dogaja v času med Kristusovim vstajenjem in njegovim ponovnim prihodom, ko bo zelo ukinjeno, ko bo Božje kraljestvo zajelo ves svet in ne, bo življenje, ki nima konca, in bo greh ukinjen, zlo, smrt, vse bo šlo. Ampak zdaj v tem času, kjer smo mi, ne, drugi prizor petega dejanja, je za ta čas je značilna ta napetost, že pa še ne. Že. Mnoge Božje obljube so se v Kristusu že izpolnile. Pravzaprav najdemo celo mesto, ki pravi, da so vse Božje obljube v Kristusu da in amen. Prav vse obljube, da so v njemu že izpolnjene. Seveda v njemu osebno tudi je že, on je že fizično vstal od mrtvih, on že živi na veke vekov, smrt nima več oblasti, tako da tudi v njem vidimo dejansko že dopolnitev, ki jo mi še čakamo. Ampak seveda, ne, končne dovršitve pa še ni tukaj, kjer smo zdaj. Takrat bodo vsi sovražniki uničeni, zdaj pa je čas, ko se borimo. Ne. No in to je zdaj še eno teh primerov, ki smo jih že zadnjič omenjali, ker kristjani ponavadi radi gremo v eno ali pa v drugo smer. Se pravi, nekateri pravijo, ne, nič se še ni zgodilo, tukaj je samo pač čakanje, trpljenje, vse bo dobro, pol, tukaj ni nobena od teh stvari še ne operira. Nekateri drugi grejo pa v nasprotno smer, pravijo, ne, tukaj imamo vse lahko dosežemo, samo če, ne vem, dost molimo, dost, ne vem, se pustimo, delamo, dost verujemo, karkoli, ne, lahko dosežemo čisto vse, kar je tle, ne. In ja, dejansko je pa zdaj v skladu s tem, kar smo zadnjič rekli, z etiko branja, mi moramo vztrajati v tej neprijetni, ampak ustvarjalni napetosti med obojima, ne. In ker če tega ne naredimo, bomo izkrivili Božjo besedo na eno ali pa na drugo stran. Ne. Recimo, in to dvojnost vidimo včasih zelo nazorno tudi v samem tekstu Nove zaveze. Recimo v prvem poglavju drugega pisma Korinčanom Pavel najprej, recimo v vrsticah 8 pa 9, govori o hudi stiski. Strašno v prvem delu poglavja govori o svojih osebnih stiskah, o hudih stiskah, o obupavanju in tako naprej. Tle smo zelo močno v še ne. Potem pa v tem istem poglavju je to, kar sem prej omenil, on reče, da so vse obljube izpolnjene v Kristusu. Ne? Že. Ampak še malo naprej, v vrstici 22 pa Pavel pove, da smo duha prejeli kot aro, kot predplačilo. 10% je danes to pri nas. Se pravi, smo že dobili nekaj tega, kar bo, nekaj te prihodnosti je že tukaj, ampak ni pa še celota. Ne? To je pa še tretji način, ko Pavel v istem tekstu govori o tej napetosti. Ne? Se pravi, ja, to tudi pomaga razumeti stvari na ta prav način, jih prav postaviti, da ne pretiravamo v eno ali v drugo smer. Ne? Recimo v pismu Filiplanom 3:13 Pavel reče, da je vse njegovo življenje, vse naše življenje v bistvu neke vrste stegovanje k tem Božjim obljubam. In ta napetost nas točno to postavlja, da se stegujemo k vsem Božjim obljubam. Ker po Svetem Duhu, seveda v Svetem Duhu je to vse tukaj. Ne? Ampak obenem, ja, pa so vsi sovražniki pa še niso in ne bodo ukinjeni do drugega Jezusovega prihoda. Ta prihod jih bo uničil dokončno. Mi pa seveda moramo hoditi v veri, hoditi v zaupanju in truditi se hoditi v vse tej polnosti. Ne. Se pravi, to je ta napetost med že pa še ne, ki jo moramo upoštevati in pri lastnem življenju in tudi spet pri branju Svetega pisma, da nas ne zanese v eno ali drugo skrajnost. No, zdaj, če zaključim, je vidik, ki smo ga pravzaprav ves čas izpostavljali tako ali drugače, to, da je treba gledati na celoto Svetega pisma. Da dejansko večina problemov in tudi napačnih naukov nastane tako, da se ljudje osredotočajo na eno vrstico ali na nekaj vrstic, ne upoštevajo pa celote Svetega pisma, celote tega, kar Bog dela, cele Božje identitete, ki se kaže v njegovi zgodbi. In seveda potem ljudje zaradi svojih doktrinalnih leč,
pač ostalo nekoliko odpišejo in tistih par vrstic podčrtajo, a ne. Te primere smo omenjali že zadnjič, ne, recimo tukaj potem dobiš take nauke kot enkrat rešen, vedno rešen. Nekateri teksti govorijo, se zdi, da govorijo v to smer, drugi teksti jasno govorijo v drugo smer. Ampak če hočemo biti učenci, rabimo oboje, a ne. Isto zdravje in prosperiteta, enako, to je potrjeno na mnogih mestih v Svetem pismu, samo na mnogih drugih mestih je pa potrjeno tudi drugo, a ne, tudi da pač moramo vztrajati včasih v težavah in tudi, ja, v potrebi, pomanjkanju in tako naprej. In oboje je noter, ne, tukaj gre samo za to, da vidimo, koliko je v praksi pomembno, da vztrajamo, da ne smemo sistematizirati, da ne smemo enih vrstic dvigniti nad druge in jih ostale pa odpisati, ne, ampak moramo pač, ja, moramo pustiti tekstom, da res govorijo to, kar hočejo, ker je to prava ljubezen tudi, a ne, da drugemu pustiš, da pove, kar hoče. In da, ja, da imamo skozi pred očmi to veliko celotno zgodbo. Ker to je potem tisti zelo varen okvir za razlago Svetega pisma. Tako ne bomo nikoli zatavali daleč od tega, kar je njegov namen.